vsem, ki ste se zbrali, so nam pridružili na tem literarnem popoldnevu. Nataša, tudi tega lep pozdrav, hvala, da si danes tukaj z nami. Hvala tudi Mohorjevi, da nas gosti ob tej priložnosti. Z nami je tudi gospa Bena, ki bo poskrbela za moja glasbenega vložka zraven. Pa mogoče kar predlagam, da začnemo z eno skladbo. Prosim. Nataša, danes smo se nekako zbrali v tej predstavljeni literaturi. K njej pridemo še, malo kasneje se vrnemo, ampak osnova, da si začela pisati in se začela ukvarjati tudi s pisanjem tovrstne literature, je gotovo v nekih korakih prej. Pa mogoče za začetek, če nas popelješ skozi kakšne prelomnice na tvoji poti, kako je bilo zaznamovano nekako tvoje odraščanje in predvsem tudi tvoje spoznavanje z vero. Torej, prva stvar, ki jo moram povedati, je, da sem Spreobrnjenka in da je bila moja pot Spreobrnjenja kar zelo, zelo dolga in zelo pestra. Če izpostavim nekaj dogodkov iz mojega življenja, ki so zaznamovali, ki so kot ene postojanke na moji poti, bi lahko kot prvo omenila moje zgodnje otroštvo, oziroma otroštvo, imela sem nekaj manj kot 10 let, ko so bile z mamo na balkonu, ne morem pozabiti tega prizora, bilo je sončno
In jaz sem presenetila mamo z mojim vprašanjem, mami, ali Bog obstaja? In mami se je skremžil obraz in je rekla, Nataša, če bi Bog obstajal, potem ne bi bilo trpljenja in otroci ne bi trpeli. Jaz sem pa v tistem trenutku presenečena tudi nad tem, da mama čuti trpljenje otrok, ki si nisem niti predstavljala, to je bil en tak uvid v njeno srce. Tako da, to je bil en tak prvo moje srečanje, prvo vprašanje, ki sem ga postavila, sploh ne vem odkot, ker pač res nisem rasla gor v verni družini, nismo imeli nič povezavi z verom, razen tega, da so moji starši govorili čez cerkev in odklanjali vse, kar je bilo povezavi s tem. Ampak seveda, to ni zatrlo moje radovednosti očitno, nisem se zadovoljila s tem odgovorom in me je to vprašanje spremljalo naprej. Šla sem v srednjo šolo v Ljubljano, na aranžersko in me je tiste otroško vprašanje, ali Bog obstaja, me je začelo še bolj globoko mučiti na jeder, ker je sovpadalo tudi z odraščanjem, z najstništvom. V bistvu sem bila zelo zmedena, nisem našla enega smisla, zdelo se mi je, da je vse nekako brez enega posebnega cilja. In tako se je moje iskanje naprej se nadaljevalo, sem se zatekala k raznim delavnicam, New Age-a, brala sem vse žive možne knjige, tudi Nietzscheja sem imela vedno v torbi. Tako da sem načeloma tista prva leta srednje šole tavala po Ljubljani, iščoč en smisel. Dokler se ni zgodilo dvoje v srednji šoli, dva taka prelomna trenutka. En trenutek je bil, ko smo bili pri uri umetnostne zgodovine in sem naenkrat na projekciji uzrla zadnjo večerjo, to se pravi Jezus in obdan s svojimi učenci, pač zame so bili to pač neki ljudje takrat. In sem rekla prvič, kdo je ta, da ga vsi tako obkrožajo oziroma izkazujejo tako strašno zanimanje. Kdo je ta? In sem potem šla tudi tukaj v cerkev, k frančiškanom, sem se usedla v cerkev in sem čakala, da mi ta, ki sem ga videla na sliki, spregovori. Znaka, če si ti ta, potem govori, kje mi bo pa spregovoril, če ne tukaj, ne v cerkvi. Ampak ne, ni mi spregovoril. Zato sem še naprej utrjevala svoje prepričanje, da pravzaprav Boga res verjetno ni. Podprla sem svojo idejo o tem, da ga ni s tem, ko sem trdila, da smo si Boga izmislili ljudje. In to iz strahu, ker nismo uspeli gledati neskončnost pred seboj, pa zret v prazno nebo. To je seveda ideja, ki se je izoblikovala iz okolice, iz vsega tega, kar sem srečevala iz lastne izkušnje. In to me je še bolj potrlo, čeprav sem bila tako zavirovana v to, ker sem pač rabila nekaj česar se moram oprijeti, da sem pol tudi druge prepričevala, da tako res drži, da je človek, mislim, da je Bog popolna človeška izmišljotina. In sem tudi nekateri so podlegli tem mojim, so imela dar za prepričevanje. In pa, ko sem se spreobrnila za to navednica, tako mi je bilo hudo. Sicer moram reči, da ne vem, bi bile moje besede tako usodne za nekoga, ampak sem se tako skesala, da Gospod, ti želim pa penjati vsaj dvakrat več. Tako da to je bil tudi en tak trenutek, ko sem odšla spet razočarana. Sem imela pa cimro v domu, ki je bila pa zelo pridna, pobožna deklica, punca že, no. In sva enkrat zapadle v pogovor o odnosih in tako in o Bogu v molitvi. In jaz sem ji rekla, da to pač seveda izmišljotina, jaz sem vztrajala na svojem. Jaz se ne spomnim, kaj mi je ona pravzaprav rekla, ampak njen obraz, njen pogled, njene oči in to, kar mi je ona sporočila, se me je globoko dotaknilo. In tisti teden, ko sem šla potem domov, se spomnim, sem hodila iz avtobusne postaje peš proti domu in me je, v bistvu nisem jaz izgovorila to svojo voljo, ampak res moja duša, moje srce, tudi jaz bi te rada ljubila, Jezus.
In takrat, to je bila glavna prelomnica, bom rekla, v tem iskanju, se pravi, od zdaj naprej vem, koga iščem. In če je bilo prej kaos, zmeda, je v bistvu zdaj pa nekaj je. In zdaj sem vedela, kaj zasledujem. Ampak je trajalo še kar nekaj let. Ne vem, zakaj Bog toliko časa vlekel to mojo zgodbo. Šla sem na študij v Benetke in v Benetkah sem doživljala razne krize in pol, ko sva s fantom, ki sem ga imela dol, enkrat se šla narazen, sem obupana spet zapadla v ta nesmisel in v to iskanje tega miru, tega nekaj več v življenju. In sem se prvo obrnila na umetnost. In sem šla v eno cerkev, Ai-Frari, kjer je ogromno umetnikov pokopanih in so tudi ogromno umetnin, se pravi, teh sarkofagov izoblikovali. Jaz sem gledala v te kamne in sem kričala, spregovorite mi, ampak to, kar je ta kamen predstavljal, se pravi, vstajenje od mrtvih, angele, božjo navzočnost, previdnost, to je bil zame samo prazen kamen. In nisem mogla razumeti, zakaj mi te stvari, ki so temu namenjene, da spregovorijo, mi ne spregovorijo. Ampak sem bila trmasta in sem se usedla pol v tej isti cerkvi v klop in sem še vedno čakala, da bi Bog spregovori, da mi da en smisel in se začela maša. Ne vem, kdaj se je nabralo par dušic in pozvoni in se začne maša in ne vem, zakaj sem ostala pri tisti maši, ker jaz seveda nisem imela nobene izkušnje. No in pri tisti maši, končno, prav pri posvečevanju darov, sem spoznala tega, ki sem ga iskala in tega, ki me je ljubil. To je bilo prelomen trenutek, prelomen moment. Od takrat naprej sem se začela jogati, gospe so hodile k meni z robčki, mi dajale robčke, gospa ste v redu, kaj potrebujete, tako zelo. In jaz sem ne, še naprej sem jokala od sreče, ker sem končno se našla in poljubila s tistim, ki sem ga tako ljubila. Moj mož je danes tukaj, on je zelo zadovoljen, da je na drugem mestu. Vedno je rekel, sem zadovoljen, če sem na drugem mestu. Tako da takrat sem spoznala Jezusa kot ženina in ga tako tudi ogovarjam še danes. Tako da to je bilo en taki utrinki te poti spreobrnenja, iskanja in končno najdenja. Mogoče samo tukaj kakšen podnapis, če nam še daš, koliko je bilo v tem kar nekaj letih, se pravi tega, koliko si se približevala, mogoče oddaljevala, pa spet približevala, pa spet oddaljevala, ali je to šlo precej premočrtno, da si iskala stik z Bogom, z Jezusom? Jaz mislim, da je bilo kar premočrtno. Moja izkušnja je avtocesta in grem do cilja, dokler ga ne najdem. Zelo usmerjeno. Mogoče, če preskočiva naprej iz vidika, bom rekel, človeške nagnjenosti, da predalčkamo, bi lahko rekli, da si potem precej hitro ali pa bila, če smem reči, zgleden kristjan, aktiven kristjan, ampak v neki točki ti to ni bilo dovolj, si želela še več in iskati naprej. Kaj te je tukaj gnalo, da mogoče nisi ostala pri tem občutku, bom pač nedeljnik, kolikor pač to razumemo v današnjem času, Dve stvari opredeljujeta to pot in sicer goreča ljubezen do Boga, ki sem ga spoznala kot takega, in pa moja narava. Moja narava je taka, da se ne morem umiriti, ustaliti, vedno sem iskala, prej sem iskala in pol sem iskala. Se pravi, do tistega trenutka sem iskala smisel in mir in kdo je ta, ki vodi in bdi nad vsem, ker vedela sem, da nekaj mora biti. Ko sem ga pa spoznala, je bila pa moja aktivnost usmerjena v to, kako naj ti služi Gospod. Ta ljubezen, ki je vzplamtela v meni, tako da si lahko rečem, da me je použivala, to je bilo res goreče. Mislim, če človek tega ne doživi, sploh ne morem razložiti, pravzaprav, kako to izgleda, ko te ogenj te ljubezni použiva. In sem se spraševala, kam, kako, s čim. Tako da to je bilo, potem me je gnalo, da se nisem ustavila pri eni navadni nedeljski maši, kjer pa, še bolj, še več. Ignacij reče, manj je več, jaz sem slišala samo več.
tako da tisti manj odpade. Čeprav tukaj je potem eno podvprašanje, dostikrat se tudi v cerkvi pogovarjamo o količini aktivizma pa tega energije, koliko vložimo, ampak tukaj ni samo ta več v količini, ampak tudi v kvaliteti. Kako si tukaj videla to celostni nek pristop, ki te je gnal naprej mogoče? Meni je bil glavni cilj res spoznati, kaj Bog od mene želi. To je bilo zame najbolj pomembno in tako kot sem se prej razdajala v iskanje smisla, sem se zdaj razdajala v iskanje najdevanja mojega poslanstva, moje poklicanosti. Tako da ni v moji naravi, da bi se ustavila. In sem temu posvetila vse, kar sem lahko. S tem, da ni bilo samo to, da bi jemala, ampak seveda tudi dajala, tako da je bilo veliko aktivnosti. Je bil SKŽ, je bilo misijonsko združenje, razna srečanja, osebna rast. Zelo sem se angažirala pri osebnem spremljanju, izobrazila sem se za osebne spremljevalce. Skratka, vse, kar se je tikalo rasti, osebne rasti, vire, poglabljanje odnosa z Bogom, to je bilo vse moje. Mogoče je tukaj ravno točka, na kateri lahko tudi zastavim vprašanje, kako po vseh teh izkušnjah vidiš lepoto vere, oziroma kako se je tudi z vero spremenil tvoj pogled na življenje? Ja, moj pogled na življenje, ne samo, da se je pogled spremenil, ampak prav celostno dojemanje življenja. Če je bila prej zmeda in tema in kaos, je potem nastal tak konstruktivni nemir, ne moram reči čist mir, konstruktivni nemir, en red v življenju, en smisel, ena lepota, red bi lahko rekla. To je največja sprememba, ker je bilo vse usmerjeno v en cilj in vse moje delovanje in hrepenenja podrejena temu cilju. Tako da z tega vidika red mogoče je tisto, prej kaos, zdaj pa red. Ker so na začetku rekli, da imamo tukaj kar nekaj tvojih knjig, prideva zdaj do te točke in tudi vprašanja, te začetne stvari, o katerih so govorila, so zaobjete v tej prvi knjigi, ki je tudi tukaj spredaj, Vsega hudega reši nas, o Gospod. Mogoče tukaj ta prva točka, kako se potem začutila, da pa to podati naprej tudi v neki pisani besedi, odkje odločitev, da te stvari zapišeš, tudi precej te osebne stvari. Meni ni bilo nikoli težko izpostaviti mojih osebnih doživetij ali občutkov ali tega, kar mi je bilo namenjeno. Trdim in sem še vedno prepričana in bom do konca, da ko Bog daje določene milosti, jih da za vse, ne da samo za enega človeka. Tako da milosti, ki sem jih jaz sprejela, z veseljem delim z vami in vi delite vaše milosti z mano in tako rastemo drug z drugim. Bilo pa je tako, da sem se pred 4 leti, mislim, zlomila. Toliko sem vseeno segnala in tukaj v zadju tiči ena moja osebna rana, zaradi katere sem obležala in izgorela, popolnoma brez moči in sem okrevala zelo dolgo in še nisem čisto v redu. No in po tistem prvem letu, prvih mesecih te bolezni, ki je bilo zame istočasno ozdravljanje, sem bila deležna toliko enih milosti, toliko enih božjih dotikov, toliko enih spoznanj in predvsem molitvenega, intenzivnega molitvenega življenja, da prva stvar, ko sem prišla toliko k sebi, nisem niti podrazno zdrava, ampak toliko k sebi, da sem lahko vstala iz postelje, sem se lotila pisanja. Knjiga je nekako zastavljena v 3 sklopih. Prvi del je ta osebno izpovedni del. Predvsem je zanimivo, da si v drugem delu, v drug sklop, dodala del o delovanju hudobnega duha. Tretji del vsebuje potem molitve. Mogoče se ustavilo pri tem, predvsem tudi v drugem delu, kje si videla pa razlog, da dodaš v to knjigo tudi ukvarjanje ali pa razmišljanje o hudobnem duhu in njegovem delovanju. Knjiga se bere od začetka proti koncu, se pravi to smer. Jaz sem jo pisala od konca proti začetku,
ker je bilo to tako zelo intenzivno molitveno obdobje in ker sem prepričana, da se marsikdo sooča z delovanjem, spravi izrednim delovanjem hudobnega duha, sem želela zbrati nekaj molitev, ki so meni pomagale v boju in v okrevanju. Ker ko zboli človek cel, in rabiš celovito tudi bolj okrevanje. Tako da to, najprej sem napisala to in sem si želela tako izdati kot eno zbirko molitev, ki pomagajo v taki situaciji. Potem sem se pa spomnila, da veliko katoličanov zavrača sploh obstoj hudobnega duha zaradi nepoučenosti. Čeprav vemo vsi, da je obstoj hudobnega duha biblična razsežnost, svetopisemska resnica. In Jezus nam je naročil 3 stvari, da ozdravljamo, oznanjamo in izganjamo in ne moremo preko tega. In sem zato se odločila, potem, ker sem videla tudi, koliko študija sem jaz posvetila skozi po mojem spreobrnenju, ker me ta tematika vedno zanimala, koliko študija, koliko knjig sem jaz prebrala, da sem sploh lahko spisala teh par strani, sem rekla, ne, moram poučiti tudi ostale. Ker ni samo, da molimo in samo, da mislimo, da nekaj je ali ni, ne, je treba konkretni biti, se poučiti o stvareh, presoditi, ločiti in reči, to je to ali pa to ni to. Zato se mi je zdelo zelo pomembno. In tukaj navajam res, prva razlika je med izrednim in rednim delovanjem hudobnega duha. K rednemu delovanju hudobnega duha smo podvrženi vsi krščenja. No in na koncu se mi je zdelo vseeno, da nekaj tej knjigi manjka in sem potem dodala še ta osebno izpovedni del, v katerem pa pripovedujem samo o spoznanju, kaj me je privedlo do tega, da sem zbolela. In opisala tudi ta moj duhovni boj in tudi izkušnjo egzorcizma. Tako da, to je moja prva knjigica, si želim, da bi jo imeli vsi, 3. natisnjena, šla je res, tako da zdaj imamo tudi v knjigarnah pa knjižnicah, no prej se je sam podarjala, tako da, to je to. Nataša, mogoče za prvi del hvala lepa zaenkrat, pa smem prositi za en glasbeni intermezzo, pa potem nadaljujemo pa z Magdaleno. Ja, Nataša, tukaj Magdalena
komaj čaka, da tudi kaj spregovori. Mogoče najprej tvoja pot in srečanje z Magdaleno, kako si prišla do njene zgodbe, kje si njo srečala, na kakšen način, mogoče, da nas malo uvedeš, kako ste se spoznali. Ja, prav. Spoznali smo se dolgo let nazaj in sicer čisto v enem takem sproščenem trenutku je moja duhovna spremljevalka jo omenila, čisto v enem drugem kontekstu. In jaz sem si zapomnila samo, da je bila ena posebna Slovenka, ki je živela toliko in toliko let brez hrane in da se je bala, da bo za njen pogreb gužva. To vse, kar sem si zapomnila. Ampak mi je tako globoko nekaj ostalo in sem nekam shranila ta spomin. In potem je pa Skupnost krščanskega življenja pripravljala romanje na grob Magdalene, na goro. In takoj, ko so spregovorili to ime in gora, sem vedela, da je ona. Tako da sem potem šla skupaj, smo šli na romanje, na goro. Jaz sem imela takrat eno zelo hudo okužbo, ki se nikakor ni mogla posanirati in sem po tistem dnevu začela ozdravljati. Tako da je bilo zame en močen dotik, tako in drugače, v srcu in v telesu in me je zaznamovalo. In takrat vem, da sem napisala eno tako molitev k njej in ji zaupala, da se bo to izpolnilo. Tako da to je bilo. Potem sem pa spoznala Martino Kraljič, ki je pa napisala knjigo o Magdaleni, oziroma to je bilo njeno diplomsko delo na Teološki fakulteti. In tam sem pa imela prav res ta uvid prav v srce Magdalene, v njeno življenje, v to, kar se je dogajalo. In sem tudi tam potem črpala besedilo in srce Magdalene za tole slikanico. No, mogoče je zanimivo pri tej knjigi predvsem to, da si jo nekako zasnovala in napisala v prvi osebi ednine, kar kaže kar malo poguma, da uspeš recimo taki ženski nekako narekovaj položiti besede v usta oziroma tako, ne. Tako da recimo to je zame en detalj bil, ki je bil res tako wow efekt, ne. Mogoče kako to, da si se odločila v prvi osebi zapisati? Ne vem, če sem se odločila. Tako se je zgodilo. Prvo kot prvo, no zdaj, če je že vprašanje, ne, prvo kot prvo moram reči, da jaz sem po spreobrnenju začela veliko brati in sem brala zgodbe o svetnikih, to je bilo moja najljubša literatura. Ampak sem bila zelo razočarana, ko je nekdo pisal o nekom, ki naj bi mislil to pa to. In sem videla, da takrat se mene milost ni dotikala. In sem si želela vedno v prvi osebi, tudi če je faljeno, mislim, tudi če ni čist res tako, kot je bilo, raje v prvi osebi in da je sporočilo tisto, ki je res namenjeno meni, kot pa da bi se prenašalo in meni da občutek odtujenosti, enega praznega prostora med mano in tistim, ki bi ga rada spoznala. Tako da to bi odgovorila. Mi je pa zelo naravno v prvi osebi pisati tudi moje slikanice, ker je Jezusova zgodba, so tudi pisane v prvi osebi. Ampak to je bilo tako, kot pri Magdaleni. Imela sem knjigo, v tej knjigi je res ogromno njenih pisem, njenega doživljanja oziroma vicev, ki so bili ob njej in so o njej pisali, se pravi v prvi osebi, prvi najbližji. In zato se mi ne zdi, da bi imela težko nalogo, no? Se mi ne zdi, da bi to terjalo kakšen poseben pogum, ker sem imela vse tako. Se mi zdi, da mi je Magdalena že prinesla prej in me pripravila in mi pokazala njeno prijateljstvo, kolikor sem potrebovala, da lahko spišem tole besedilo, tako, v prvi osebi. Mogoče preden gremo potem res malo boljše tudi v vsebinski del sporočilnosti, si tudi ilustratorka te knjige. Mogoče kakšnemu pozornemu, bom rekel, bralcu ne bo ušla tudi neka miška, pa tako naprej se pojavlja tam noter.
Mogoče kakšna beseda, dve o ilustracijah, sporočilnosti ilustracij. Ilustracije kot ilustracije so se porajale dolgo in v molitvi, ampak prvo skico, ki sem jo naredila za Magdaleno, se je kar naenkrat tam pojavila ena miška, ki gleda izza enega vogala. In sem še sama se začudila temu in sem rekla, kaj pa ti tukaj? Ampak potem sem takoj spoznala, kaj hoče ta miška. Zgodba je res težka in tudi urednik na ognjišču mi je rekel, kako pa misliš ti to spraviti za otroke? Sem rekla, nimam pojma. Ampak potem počasi je tole ratalo. In tale miška je tisti objekt, bom rekla tako, preko katerega lahko človek ali otrok dobi pravico do vseh občutkov, ki mu jih ta zgodba prebuja. Miško je strah, ko se Magdaleni nekaj zgodi. Poskrbi zanjo, ko je Magdalena lačna. Obupana je, ker ji ne zna pomagati. Ko se Magdalena dolgočasi, se ne, pač moli, bere, ko je bila zaprta 40 dni, miška pač tam čaka, da bo prišel ta čas, ker bo končno spustili. Skratka, miška je tisti trenutek, ko da dovoljenje otroku, da se poistoveti ne z Magdaleno, ampak z enim bolj človeškim, naravnim, bom rekla, rednim občutkom, ki ga lahko ima človek ob tem. In ga spremlja res od rojstva pa do smrti. Pa še ena stvar je, še ena usporednica. Če ste zelo natančni, boste videli, da od prve do zadnje ilustracije Magdalenino življenje spremlja tudi ena rastlina, ki raste skupaj z njo. In ko se rodi, ima zgolj 2 kamna lističa in ko umre na koncu, oziroma umre, ko odide v Jezusov objem, ta rastlina uvene. In tudi tu se mi zdi ta cikličnost rojevanja in umiranja, ki je tudi zelo pomembna in se lahko tudi preko tega, da se ne soočimo direkt s človekom, ki umre, ampak pač z eno rastlinico, ki usahne. Prej sem že rekel, da greva mogoče malce zdaj bolj v vsebino tudi zgodbe. Pri prebiranju prve knjige zgodbe o Magdaleni, vašem pričevanju, tvojem pričevanju, nehote človek najde take točke, kjer se zgodba malo, bom rekel, presečišča najde. In tukaj prvo vprašanje je, ti si iskala vero, rasla v veri, si tudi mogla potem, bom rekel, temu zunanjemu okolju povedati, kaj se dogaja, kako. Tudi Magdalena je kot mistikinja doživljala ene stvari, ki jih je mogla, rečem, skomunicirati z zunanjostjo. Kako si ti doživljala, kako se ti zdi, da je Magdalena doživljala to komunikacijo tudi z, bom rekel, širšim občestvom? Dobro, kako sem jaz... A se sliši? Se sliši? Ja. Ja, ne. Mislim, vse en slišilo. Po moje se sprazno. No, kako sem jaz doživljala, lahko povem, kako sem jaz doživljala osebno, kaj se mi je zgodilo. Kako je pa Magdalena doživljala, to pa piše. So zapisi o tem. Tako da jaz rada povem, kaj se mi zgodi in pri tem nimam nobene zadrege. Ampak nimam niti zasluge, ker me je Bog tako ustvaril, tako da ne mislim, da imam kakšno zaslugo pri tem. Ni mi nerodno in ni me sram. Je pa res, da je to, kar sem doživela in še doživljam z Bogom, en dragocen biser. Je ena milost, je en dragocen biser. In Jezus nam je naročil, kaj moramo z biseri početi. Tako da prva moja naloga je, da jih čuvam, da te bisere čuvam in jih delim s tistimi, ki so pripravljeni, ki jih je Bog vnaprej pripravil, da mu bo mogoče moj biser polepšal življenje, ga dvignil, ga navdušil za Boga. Mogoče s to, da bomo skupaj slavili in se veselili, kakšne velike stvari je Gospod storil zame in še za mnoge ljudi. Tako da žene me veselje
želja, da bi bili skupaj še s drugimi, istočasno pa moramo biti previdni. Magdalena je pa ljudem pripovedovala tiste stvari, ki je Bog v videnih naročil, ali Marija, ali svetniki, ki je bilo naročeno, da naj pove. Ni razkrivala ničesar drugega, razen tistega, kar je bilo izrecno rečeno, naj pove. To, kar je ona govorila in navduševala in klicala, pa je bilo eno veliko povabilo k spreobrnenju, k Bogu všečnemu življenju, ker takrat se je zelo razpaslo, mlačnost, ali kako bi rekla, vse je v redu, ne, spominja zelo na današnje čase, ne, oziroma ne rabimo toliko Boga, ne. Tako da tukaj ona, za vsako ceno, ne, mi vemo, da nas Bog varuje, takrat, ko mi pričujemo zanj. To sploh ni dilema, ne. Zdaj, velika razlika je, kako odhajajo od mene, pa kako so odhajali od Magdalene. Od Magdalene so odhajali ganjeni, objokani, spreobrnjeni v srcu, kar jim je kazala in pripovedovala, kako čudovit je Bog, kako čudovito je življenje z Bogom, kako Bog čudovito ljubi človeka in da je to niti podrazno, ni tisti srhljivi sodnik in niti podrazno, ni tisti, ki nas ne bi ljubil. Tako da to je njeno močno sporočilo. Mogoče tukaj pod vprašanje potem, kako si pa ti doživljala, oziroma kakšno so bila tvoje pričakovanja tega istega občestva, da te sprejema, te zavrača, te zasmehuje, te postavlja pod vprašanje, saj to ne misliš resno, ker tudi Magdaleni se je nekako to dogajalo, ne? Vprašanje tudi, kakšno je Magdalena imela pričakovanje potem, ko bo povedala te naročene stvari, a bodo ljudje razumeli, ali jo bodo zasmehovali in tako naprej, ne? A veš, da me ni nikoli nič skrbelo, kar se tega tiče. Jaz sem tukaj zaupala. Jaz sem povedala to, kar sem doživela, to, kar sem čutila, da lahko povem, ali pa to, kar moram povedati, in se nisem nikoli ukvarjala s tem, kako je bilo potem to sprejeto. To ni več moja stvar. Se spomnim trenutka po Birmi. Sem strašno pričakovala Birmo, ker sem se prijela Birmo kasneje. In jutro po Birmi je moj oče krožil okrog mene, mačka okrog vrele kaše. Neverjetno je bilo. Nikoli se ni zanimal zame, tako kot ono jutro. In ko je ostal sam z mano, je rekel, no, a si zdaj kaj drugačna? In jaz sem rekla, ja. In smo končali. Sem drugačna. Čeprav moram odpreti nekaj pač, zelo osebnega, da sem takoj po Birmi doživela zelo težko sušo. In to je bila, to, da sem drugačna, je bilo zame izpoved vere. Ne samo ljubljenja z Bogom, ampak res vere. Sem tvoja. Tako da, to. Mogoče tukaj vsem, bom rekel, tudi izzivaš malo nas in mogoče tudi kot spreobrnjenka vidiš lahko ali pa poveš neko tvoje videnje, kako narediti ta korak, ne? Se pravi, ne biti samo kristjan znotraj 4 sten, ampak kako najti moč in pričevati navzven, ne? To se mi zdi, da je dostikrat neko ključno vprašanje. Zdaj, pri Magdaleni, ja, je začutila to, bom rekel, Božjo voljo, ne? Pri nas je pa dostikrat kar nekaj strahu, ne? A je res strah? Mogla bi biti strast. Strast, ja. Bravo. Ponavljam to, kar sem že prej rekla. Imamo trojno poslanstvo in eno od teh je oznanjevanje. Običajno se tukaj začne in konča, če smo čisto iskreni. Zakaj nekdo ostane doma med 4 zidovi, jaz ne vem. Vem, kdaj sem jaz ostala med 4 zidovi, takrat, ko sem imela stisko, ko sem imela krizo, takrat, ko sem mogla poskrbeti za svojo družino in takrat, ko sem bila bolna. Vse ostalo zame 4 zidovi niso obstajali. Hočem reči to, da ne moremo soditi in presojati, če je nekdo med 4 zidovi. Jaz si rečem, če je problem v strahu, da ga je strah, če je problem mlačnost, če je problem dvom, smo mi prvi klicani, da temu človeku pomagamo. Da najde svojo moč, da gre lahko
v svet in izpričuje svojo vero. Različni so razlogi, lahko je samo trenutek mlačnosti, lahko je samo trenutek, ko preraščamo v nekaj, ne? Bog nam tudi da, ne? Tudi včasih je res, 4 stene so res počitek, ne? Mi smo dolžni počivati, ne? Govorim to jaz. Res smo dolžni počivati, tudi Jezus je vsakič, ko je imel, ne, množice in tako naprej, je šel sam zase v samotni kraj moliti in se odločiti. In tudi navodilo nam je dal, da ne gremo vsak zase, ko smo utrujeni v samotni kraj. Ne. Tako da si ne upam kaj več reči kot to, da če opazimo, če vidimo nekoga, ki si ne upa izpričati svoje zgodbe, ga podprimo. Preprosto. Smo soodgovorni v tem primeru. Če pa ne vemo, pa ne moramo. Ne. Mogoče izzovem še z enim razmislekom strah, strast. Kaj pa čudaško? Marsikaj se je v zvezi z Magdaleno, tudi na račun drugih pojavov v tistem času, razumelo kot čudaško, ne? Da vse to, kar je okrog nje, je tako, ne? Ja, a smo tudi danes v nekem času, da vse, kar bi zagovarjali ali kar zagovarjamo kristjani, čudaško? Torej, kar se je dogajalo v Magdaleni, je res izjema. To je res izjemoma. Ampak jaz si rečem tako. Če nam nihče ne reče, da smo čudni, potem z nami nekaj ni v redu. Jezus nas je naredil drugačne in moramo biti taki. In mora se videti navzven, kdo smo. A ni res? Jaz si ne predstavljam, da me ne bi nekdo prepoznal. Da sem čudna ali pa še bolj čudaška. Čudežna. Čudežna. Imamo nekoga, ki se rad poigra s besedami. Super. Kar se pa Magdalene tiče, to je bilo res izjemno. No? Magdalena je bila mistikinja, Magdaleni so bile res naklonjene in namenjene izkustva vseh mističnih pojavov, ki si jih lahko izmislimo. Vse, kar je kdaj v zgodovini nastalo, je Magdalena imela oziroma je doživljala. Seveda je bilo to noro in so jo usporavali in niso verjeli in zaradi tega je bila tudi napotena na zaslišanje. Odredili so ji strogo cerkveno preiskavo in zaprli so jo v Sodražico, v župnišče, v župniku za 40 dni v postnem času. In župnik, ki je tudi zatožil in zahteval preiskavo in tako, kako jo bo on razkrinkal, je iz dneva v dan postajal vedno bolj dvomeč, mislim. Ga je malo stisnilo, bi rekli, ne, po domače, dokler ni spoznal, da je to, kar Magdalena doživlja, vse res. In na koncu je postal njen zelo tesen prijatelj. In je tudi on po tej preiskavi, ko se je prepričal, da je Magdalena resnično doživlja posebne Božje milosti in da je resnično Božja ljubljenka, da tudi odgovarja na ta način, jo je želel zaščititi in je odredil, da nihče ne sme iti k njej, razen preko njega. Tako da to je takrat imela 17 let, mislim, da ko je prišla iz tega zaslišanja. In je zelo veliko pomagal, ker njeno hišo so oblegale velike množice, ne? Vsi so hodili tja, ali iz radovednosti, ali iz pobožnosti, ali iz nevere. Ne? Tako da on je bil potem tisti, ki jo je zaščitil in je dal priložnost, da je zaživela najbolj normalno življenje, vsakodnevno življenje. Bogu hvala, ne? Ker zaradi tega imamo danes en kup dokumentov, na katerih lahko teče postopek za beatifikacijo. Nič ni brez veze. Vse, karkoli se zgodi, je Božja previdnost, Božji prst, če tako rečemo. In je pomembno, včasih slišim tudi za Magdaleno, ne, da pa toliko časa je moglo miniti, da smo mi Slovenci. Ni panike. Tako je ona že vedela, da se bo zgodilo in je v redu. Zdaj je čas te milosti. Zakaj bi gledali za nazaj in mislili, kako smo, nevreden narod, ker ni mogla prej se razodetati, pa nismo bili prej vredni. Ne, ni res. Zdaj je ta čas. In to je lepo, če gledamo tako na stvari. Ne? Mogoče tukaj dodatno vprašanje. Zdaj je ta milostni čas, da govorimo tudi o mistiki. Ne? Mogoče
to vprašanje. Si brala, bom rekel, resne študije, si se ukvarjala z Magdaleninim sporočilom, mogoče v malce bolj otroški varianti. Kako danes, se pravi, po tvoje razložiti, kaj je mistika, kaj zaobjema, kako jo razumeti? Mogoče? Mistika ima čisto jasno definicijo. Prvo moram reči, da ni samo krščanski pojav ali pa katoliški, in v vseh verstvih je mistika. To, kar mi poznamo tukaj in kar Magdalena izprečuje, je strogo katoliška. Mistika sama po sebi pomeni naskrivnost in cilj mistike ali pa vrhunec mističnega življenja je popolna združitev oziroma zedinjenje z Bogom. Po tej poti, pa če tako rečem, da bo bolj razumljivo, je mistika trenutek, ko se Bog na poseben način dotika človeške duše. Čisto tako preprosto. In mistično doživetje je lahko marsikaj. Ni izvzeto iz našega rednega življenja. Je posebna milost, je velik dar, nekateri ga nikoli ne izkusijo, ampak ni pa spet tako izven našega doživljanja, kot si pa mislimo. Ne? Ker po mistiko povezujemo s stigmami, z mistično smrtjo, z ranami, s trpljenjem. Ni nujno. Sploh ni nujno. Ne govorimo, to ni samo to mistika. Mogoče zdaj proti koncu še dve knjigi bi izpostavljal, oziroma najprej tale zadnji roman tudi, Nikoli neznanka, mogoče par stavkov še v tej knjigi, pa se potem še dotakneva tistih treh, tukaj sem zate, če par besed poveš. Ja. Prav bom zelo kratka obljudim. Torej, Nikoli neznanka je moja zadnja knjiga, 8. In je roman. 14+, berajo ga večinoma res 14+. In v tej knjigi je, kljub temu, da je bilo popolnoma en tak navdih, ker se mu nisem mogla upreti, da naj grem zdaj tole pisati, je tukaj noter moja zgodba. Moja zgodba spreobrnenja, moja zgodba hrepenenja, iskanja, moja zgodba izgorevanja in izgorelosti in moja zgodba duhovnega boja. Tega je bilo toliko, da sem mogla vso to svojo zgodbo razdeliti med dva glavna junaka, Liso in Timoteja. Bere se zelo lepo, pravijo, zelo hitro, v knjižnicah je skozi posojena, tako da sem zelo vesela, da se je prijela in da so odzivi na ta roman taki topli, nagovarjajoči, no? Te ne pusti hladnega. No? Tako da sem hvaležna, sem zelo hvaležna za tole. Potem imamo pa tukaj sem zate, ne? Tale knjiga je šla v samozaložbi. Takrat nisem niti razmišljala, da bi sploh kako založbo morila s to svojo zgodbo. Moj sponzor je moj mož in je rekel, kar izdaj, sam naj bo lepa. To je bil njegov pogoj. Torej, jaz mislim, da je lepa. To je bila prva in pa se nisem mogla ustaviti, ne? Zdaj nimamo toliko časa, da bi prvo razložila vse, kako je šel v ta moj te moje pisateljske sanje. So 3 knjigice, Jezusovo življenje, potem je Veliki teden po dnevih, to je zdaj aktualno, pa Križev pot tolažbe. Tukaj v teh slikanicah plus v pobarvanki je besedilo vzeto, oziroma zgodbe so vzete iz Svetega pisma. Tako da tudi tle v ozadju stoji pač en študij, so tudi teološko pregledane, tako da ne bi smelo biti nič takega, kar ni skladno z našo vero. To, kar bi izpostavila tudi za ta čas, je Križev pot tolažbe. Meni je zelo ljuba, pisala sem jo z veliko muko, prav tako, kaj je Križev pot. Sem ga pa poimenovala Križev pot tolažbe, zaradi tega, ker ni to Križev pot, kjer bi mi trpeli in se spraševali, koliko ran smo zadali Jezusu in koliko Jezus zaradi našega grešnega življenja trpi, ampak je Jezus tisti, ki razume, kako hudo nam je in nas tolaži in nam govori, glej, jaz sem to pretrpel zate. In to je tisto, kar si želim, da bi prešlo na vse nas. Jezus, Bog, ki nas tolaži. Potem je pa tukaj še
naša Magdalena in tole pobarvanka, ki je pa izšla iz knjige. In sem si želela, da bi bilo kot ena knjiga v malem in sem hvaležna urednikom, ki so prisluhnili tej želji, tako da so dejansko odlomki iz knjige in pa ilustracije zraven za pobarvati. Tako da lahko nastane, jaz imam rada pobarvanke, ker pol, ko jo pobarvaš, jo lahko podariš tudi kot eno zelo unikatno knjigico. Zato imam rada, vedno vabim, dajmo pobarvati, pa dajmo podariti. Tako da, jaz mislim, da sem omenila vse. Okay. Mogoče za konec vabim tudi vse, če so kakšno vprašanje. Mogoče bi pa še za konec, preden nastopimo bolj debatni del, pa kakšno vprašanja. Mislim, da bi nam pripravili eno presenečenje oziroma novo pesem, ki govori tudi o Magdaleni, drži? Drži. Če dodam še. V soboto sem šla prvič na goro, čisto tako za Firbec. Pa že prej sem Magdaleno sicer slišala zadnjo, ampak me je nekaj nagovorili in sem si želela za to priložnost. Sem rekla, Magdalena, če želiš, da nekaj tudi jaz še v tvojem imenu zapojem. Pa nekaj rata, bomo videli. Počujem se malo brez besed. Že kot otrok sem ljubila močno, Jezus tvoje rišnje telo, zahvaljevala se očetu na glas in darovala mu dvigo in čas. Rada bom šla po tej poti, strma je to, me ne moti. Rada bom šla po tej poti, ker me vodi ljubezni naproti. Jezus, ti vabiš, naj bolno trpim, da za žalitve ti zadostim. Daješ mi hrano, zrno iz nebes in mi kažeš polno čudes. Rada bom šla po tej poti, strma je to, me ne moti. Rada bom šla po tej poti, ker me vodi ljubezni naproti. Jezus, prečistil si moje srce, da darovana lahko biti vse. Tvoje trpljenje približate mi, kakor tebi teče mi kri. Rada bom šla po tej poti, strma je to, me ne moti. Rada bom šla po tej poti, ker me vodi ljubezni naproti. Hvala lepa. Ja, zdaj pa dajemo seveda priložnost še za kakšno vprašanje, kar pogumno, česa nisva odgovorila ali pa naslovila, tako da se lahko vključite še v pogovor. Če ne, jaz imam še kakšno vprašanje. Mogoče živimo v času, ko je, bom rekel, za zasloni in ekrani pobegne čas za branje, ne? Odkje tudi mogoče ta, ne bom rekel potreba, ampak kljub temu želja ohraniti zapisano besedo, ne? Kako to, da vztrajaš pri tem in če pravilno tako ptički žvrgolijo, se tudi že kaj noge še pripravlja. Predvsem ena ptica, en golobček. Zakaj vztrajam pri tem? Ja, dobro vprašanje. Vztrajam, ker me sili v to.
Poleg tega sem prepričana, da je pisana beseda tista, ki ostane dlje od česarkoli drugega. Knjige so preživele mnogo preizkušenj, mnogo časa in sem prepričana, da bodo živele še naprej. Pisanje je tudi en proces očiščevanja človeka in zato ima še dodatno vrednost, ker si za pisanje vzameš res čas. In jaz sem imela za vodilo, ko sem pisala, bodi iskrena, bodi resnična in bodi zvesta. Tako da karkoli je tukaj, bi enako verjetno napisala še enkrat. In zdi se mi pomembno, knjige so napisane zato, da jih beremo in če ne danes, pa mogoče čez par let bom vzela eno knjigo v roke, ki me čaka na polici mogoče. Knjige preživijo vse. Ekrani ne preživijo ničesar, niti enega dne, ker običajno se poslužujemo vsebin, ki nas ne vodijo k Bogu. To je problem. Še kakšno vprašanje? Če ne, Nataša, bi se ti zahvalil za tvoje iskreno pričevanje in tvoje misli. Hvala tudi vsem, ki ste se vzeli čas in prišli danes. Hvala, Bina, za tvoje glasbeno popestritev. Mogoče, Nataša, te povabim še za kakšno zaključno misel, mogoče tudi s tvoje strani. Presenečenje. Želim si, da bi se malo še podružili. Tole, za konec. Mislim, da je bilo to enih misli, no. Želim si, da bi brali knjige, ki so na voljo. Želim si, da bi se zbliževali z Bogom, da se poslužujemo skupaj samo tistih stvari, ki nas res vodijo naprej po tej poti. Pa da bi si zdaj vzeli še malo časa, da se objavimo, ker vidim čudovite obraze. Prav, velja. Hvala lepa vsem.